Gora Mount Everest je z 8848 metri nadmorske višine najvišja gora na Zemlji in cilj številnih alpinistov. Obiskovalcev te gore je iz leta v leto več. Do zdaj se je na njen vrh povzpelo že okoli 7000 ljudi. Vzpon nanjo je vse prej kot preprost, predvsem pa je nevaren, saj je zahteval že na stotine življenj. Konec tedna se je na pobočjih Mount Everesta sprožil plaz in pod sabo pokopal 13 nepalskih šerp. 3 še vedno pogrešajo. Šerpi so ljudstvo, ki živi v Nepalu na pobočju gorstva Himalaja. Ukvarjajo se s kmetijstvom v zadnjem stoletju, pa so bolj znani po tem, da spremljajo skupine alpinistov na odpravah v tem gorstvu. Brez njih ne gre, pravi alpinist Viki Grošelj. Kajti oni uredijo vse pot za tako imenovane turiste oziroma plezalce, ki skušajo na komercialnih odpravah doseči vrh, in brez šerp bi bile take odprave praktično nemogoče. Kot domačini dobro poznajo pobočje 8848 metrov visokega Mount Everesta, najvišje gore sveta, zato jih številni tujci, ki se želijo povzpeti na goro, najamejo, donosijo opremo, postavljajo tabore, kuhajo in jih usmerjajo na poti. Nekateri šerpe se na goro povzpnejo celo 25krat na leto. Za svoje delo pa v 3 mesecih, kolikor traja sezona vzponov, zaslužijo od 2 do 4 tisoč evrov. To je 10krat več, kot zaslužijo drugi prebivalci Nepala, zato je delo gorskega vodnika oziroma nosača tudi eno najbolj zaželenih, a je tudi zelo nevarno. Petkova nesreča je bila najhujša na gori Everest do zdaj. Šerpe, ki so namesto plezalcev nameščali vrvi za plezanje čez nevaren ledenik, je zasul plaz. Po tem dogodku so preostali šerpe zagrozili s prekinitvijo vzponov ter zahtevali več pravic in več denarja v primeru nesreče. Vlada se je na njihove zahteve že odzvala, saj bi takšna stavka šerp ogrozila sezono, ki je trenutno na vrhuncu.